lep pozdrav v tem prekrasnem okolju ob pomniku osamosvojitvene vojne, obelisku zmage 1991, ki je bil lani predan svojemu namenu, ob letu Zore pa mu svojo prisotnostjo znova izkazujemo čast in predvsem jo izkazujemo vsem tistim, ki so svojim privestovanjem ta projekt tudi izpeljali. V naši sredi prav posebej pozdravljam predsednika pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Posavje Antona Supančiča, župana občine Brežice Ivana Molana, predsednika območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo Brežice Darka Udoviča, vse goste, praporščake in veterane, ob meni pa so že pripravljeni zastavonoše, člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brežice, ki bodo visoko v zrak dvignili to našo tribarvnico. Je 12 metrov visok in 20 ton težak pomnik slovenski osamosvojitveni vojni, ki svojo podobo tvori premico Rigonca Ljubljana in povezuje tamkajšnji spopad z osamosvojitvijo. Podoba, ki tvori celoto z letozvezdjem in tribarvnim signalom zmage, deluje še posebej mistično v nočnem času, podnevi pa klopi ob njej ponujajo varen počitek ali prostor za druženje in klepet. Kratek kulturni program so nam tokrat pripravili učenci osnovne šole Brežice, ki osamosvojitveno vojno poznajo zgolj iz pripovedovanj. Zato je toliko bolj pomembno, da se zavedajo njenega pomena. Lepega gre do srca. Moja Slovenija, pozdravljena. Dvojini rima se in se smehlja, spreminja v pesem se in se igra, odpira vrata vsa. In kdo doma? Moja Slovenija, pozdravljena. Vse ti da, se ne proda, zdravica dviga se, izpit od dna. Moja Slovenija, pozdravljena. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje. Dobro jutro, veselje, lahko noč slave misli. Generacija poje nosi nas stale ritem.
Spoštovane občanke in občani, spoštovani župan občine Brežice, gospod Ivan Molan, spoštovane veteranke in veterani vojne za Slovenijo, spoštovani člani vojnega poveljstva 25. območnega štaba teritorialne obrambe. Letos smo praznovali 31. obletnico osamosvojitve in jutri bo natanko 31 let od odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije, ko je naša država dejansko postala suverena. S tem dnem je bil zaključen proces osamosvajanja. Čas naše osamosvojitve naj ostane svetel spomin na obdobje branitve in obranitve naše države ter domovine. Ta svetel spomin ohranjamo tudi v Brežicah in širše v Posavju. Z veseljem moram povedati, da smo vsa leta po osamosvojitvi na tem našem prostoru uspeli ohraniti enotnost in složnost, kot takrat pred 31 leti in ne glede na barvo aktualne politične opcije na državnem ali lokalnem nivoju. Zato imajo besede izrečene lani na tem mestu ob odkritju tega čudovitega pomnika tako danes in še posebej po 24. februarju letos, ko se je niti ne tako zelo daleč od nas pričela brutalna agresija Rusije na Ukrajino, še toliko večji pomen in težo. Vojna v Ukrajini je globoko pretresla cel svet, kar se globalno odraža na številnih področjih in je povzročila humanitarno ter energetsko krizo brez primere. Praktično celoten demokratični in svobodni svet je stopil skupaj v obsodbi agresije ter materialno, humanitarno in ne nazadnje tudi vojaško izdatno podpira Ukrajino, kar je tudi prav in je v skladu s temeljno listino Organizacije Združenih narodov. Napake iz prejšnjega stoletja, ko se je predolgo popuščalo nacizmu in fašizmu, se ne smejo ponoviti. Os zla na relaciji Minsk, Moskva, Teheran in Pjongjang svojo propagandno mašinerijo napoveduje neko novo svetovno ureditev. Čeprav se za fasadami bleščečih palač in pompoznih vojaških parad skriva vsa beda in korumpiranost omenjenih sistemov, ki delujejo brez temeljnih človekovih pravic, brez prave opozicije v parlamentih in brez svobodnih medijev. Še do včerajšnji vplivni podporniki novodobnih tiranov v čudnih okoliščinah padajo iz oken in balkonov, hotelov in bolnišnic. 100 000 mladih pa zapuščajo svojo domovino, ker nočejo sodelovati v vojni, ki ni njihova. Razmere junija leta 1991 so bile v marsičem podobnem in hkrati v marsičem povsem drugačne. Slovenija takrat še ni bila mednarodno priznana. Mednarodna skupnost v osamosvojitvi ni bila naklonjena, razen redkih evropskih politikov. Še več, le malo pred vojno v Sloveniji je ameriški državni sekretar James Baker ob obisku Beograda dal jasno veriti, da nas ne bodo nikoli priznali. To je beograjski soldateski dalo še dodaten veter v jadra, da se je potem odločila za agresijo na Slovenijo. Slovenska teritorialna obramba in milica sta jih pričakala pripravljena in sta skromnimi vojaškimi sredstvi premagala in ponižala eno od močnejših evropskih armad, kar je naposled pripeljalo tudi do njenega odhoda ali bolje rečeno, kot rezultat poraza v 10-dnevni vojni do končnega izgona 25. oktobra istega leta, kar danes praznujemo kot dan suverenosti. Zmaga v vojni je Sloveniji na široko odprla vrata do priznanja mednarodne skupnosti in vključevanja številne mednarodne inštitucije. Zmaga v vojni je poleg zavarovanja osamosvojitve zagotovila tudi nadaljnje razvijanje demokratičnih procesov. Danes lahko rečemo, da Sloveniji vlada sodobna parlamentarna demokracija, ki vsake 4 ali 5 let njenim državljanom na svobodnih in večstrankarskih volitvah omogoča izvolitev svojih predstavnikov na lokalni, državni ali evropski ravni. Spoštovani, dovolite, da kot že vsakokrat v podobnih priložnostih, tako v svojem, kot tudi v imenu Zveze veteranov vojne za Slovenijo, zahvalim občini Brežice, županom in občinskemu svetu, ki so omogočili postavitev tega pomnika osamosvojitvene vojne. Hvala vsem, ki so pri tem projektu sodelovali,
projektni skupini, arhitektov, izvajalcev del in nenazadnje avtorjev. Hvala vsem še enkrat in čestitke vsem, ki bodo danes dobili zahvalne listine. Prijetno druženje še naprej in čestitke v jutrišnjem prazniku. Živela Slovenija! Hvala! Osamosvojitveni vojni obelisk zmage 1991. Njegov predlog je bil za veterane všečen, monumentalen in je imel zelo dobro zapisano zgodbo. Z njim opozarja na dejstvo, da je v vojni do izraza prišlo sodelovanje teritorialne obrambe, milice in civilnih struktur z narodom, ki je bil enoten v odporu do agresije. Zahvalno listino nadalje prejme arhitekturni biro Najno d.o.o. Za izvedbo pomnika obelisk zmage 1991 je Grega Bizjak, univerzitetni diplomirani inženir arhitekture iz arhitekturnega biroja Najno d.o.o. po prijeti avtorski predlogi zelo uspešno izdelal virtualni tridimenzionalni model arhitekture pomnika. Zelo predano, spoštljivo in kreativno je opravil zahtevno vlogo projektanta, odgovornega vodje projekta in odgovornega nadzornika izvedbe projekta. Zadnja zahvalna listina pa gre v roke projektne skupine občine Brežice za pripravo in izvedbo osrednjega pomnika osamosvojitvene vojne za Slovenijo 1991 v Brežici. Jasmina Molan, Alenka Črnelič Krošelj, sem videla očeta, če bo on mogoče prevzel njenem imenu, ker vem, da je na službeni poti. Sicer ji bomo pa predali kasneje. Dr. Tomaž Teropšič, Mitja Teropšič in Viktor Pšeničnik. Z moje strani iskrene čestitke vsem dobitnikom zahvalnih listin, sedaj se bom pa malo umaknila, da bo nastala čudovita fotografija.